Lep pozdrav, Sandra Bašič-Hrvatin, avtorica Manifesta, ki smo ga danes slišali, videli, ga bomo verjetno tudi spoznali. Zanima me, koliko časa se s tem že ukvarjate in kdaj je bila tista prelomna točka, ko ste ugotovili, da druge ni, kot da greste takole v parlament s pomočjo umetnika predstaviti ta manifest? Tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da skozi ta umetniški projekt Saša Sedlaček pokazal, demistificiral je tehnologijo, pokazal je, da je možno za zelo malo denarja in z veliko dozo kreativnosti, ki ogromno ljudi ima, v bistvu ustanoviti svoj medij in oddajati v okolje informacije, svoje delo, to, kar v bistvu na nek način komunicirati z okoljem. Mene pa zanimala medijska politika in tisto, kar me je zelo skrbelo, je, da se je takrat, ko se je politika ukvarjala z mediji, večinoma ukvarjala z mediji na način, da je poskušala ugotoviti, kaj lahko od medijev dobi. Zelo malo pa se ukvarjala s tem, da poskuša oblikovati tako politiko, ki bi dolgoročno omogočila ljudem, da imajo prvič vpliv na medije in drugič, da imajo možnost tudi zunaj teh komercialnih struktur ustvariti svoje lastne medijske vsebine. In tako so nekako skupaj prišla do tega, ker pač za take poglede na medijsko politiko je bilo zelo malo interesa zunaj ustaljenih struktur, sva potem s Sašom poskušala priti na mesto, ki je po mojem mnenju ključno mesto za oblikovanje medijske politike, in to je Državni zbor. Konec koncev bojo poslanci in poslanke v tem letu razpravljali o spremembah dveh pomembnih zakonov in ko bojo o tem razpravljali, da imajo v mislih, da obstajajo še druga vprašanja, ki so povezana s prihodnostjo medijev, kot je ta razdelitev radiofrekvenčnega spektra. To se bo vse zgodilo leta 2012. Do takrat je leta 2012 je zadnji rok. In ne vem, zakaj bi čakali zadnji rok. Jaz mislim, da je politiko treba oblikovati zdaj, da je treba postaviti vse mehanizme, s katerim se bo ta stvar začela razvijati v interesu ljudi. In leto 2012 je v bistvu nekakšno zaključno dejanje. To, kar slišimo zdaj, je pa rekvijem za umirajoče medije. Mi govorimo o nečemer, kar je prihodnost. In jaz mislim, da bi poslanci in poslanki morali razumeti, da kljub njihovem razmišljanju medijska politika drugod po svetu je že ogromno korakov naprej. Ogromno stvari je narejeno, ki pri nas so šele v začetku. Pa se vam zdi, da poslanci in poslanke razumejo ta problem? Mislim, da nekateri ja. Ampak če nič drugega, vsaj lahko rečemo, da ko bo enkrat to narejeno, ne bojo mogli reči, da niso bili opozorjeni. Torej, mi bomo mehanizme vpliva poskušali izkoristiti, da bi dobili en ta delček tega spektra, ki bi ga lahko ljudje uporabljali. To je v omejenem obsegu. To pomeni, da bi dejansko nastala mreža lokalnih medijev, ogromno ljudi, ki jih to zanima. Recimo, ko je Saša predstavljal projekt, je ugotovil, da je ogromno ljudi, ki bi to počeli, ampak ta hip je ta stvar nemogoča oziroma prepovedana. Torej, če bi to počeli zdaj, bi na nek način za to bilo kaznovano.